Tokrat v občinskem informatorju. Janša s poslansko skupino SDS na delovnem obisku v Destrniku. V Lovrencu na Pohorju na ogled razstava Plesne žink. Velinsko mesto svoja vrata odpira ta konec tedna. Tim Ribič in Špela Pokržnik bosta pela na glasbeno-vinskem večeru v Malečniku. V Dupleku podelili nagrade Zlate sončnice. V Miklavžu na Dravskem polju še naprej župan Egon Repnik. Jutri obeležujemo dan boja proti AIDS-u. Lepo pozdravljeni. Prvi mož SDS Janez Janša se je včeraj skupaj s poslansko skupino SDS mudil v občini Destrnik, kjer so imeli redni sestanek poslanske skupine, hkrati pa tudi pregled investicij, ki so jih v tej občini imeli v mandatu prejšnje vlade. Prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša je izpostavil, da se poslanska skupina namenoma dobiva izven Ljubljane. Sicer je to že dolgoletna praksa naše poslanske skupine, da se dobivamo ne samo v Ljubljani, ampak po celotni Sloveniji. Je pa to v tem mandatu nekoliko teže, ker vladna koalicija praktično vsak teden sklicuje izredne seje. Včasih je to počela opozicija, zdaj to dela vladna koalicija in je težko najti prost dan. Tako da vedno, ko gremo izven Ljubljane, se ne pogovarjamo samo o delu poslanske skupine nasploh, ampak tudi o tem, kako pomagati tistim krajem, ki jih obiščemo. Ko pridemo naslednjič, tudi malo ocenjujemo napredek. No in za Destrnik lahko rečem, jaz obiskujem Destrnik zdaj že 30 let, praktično od tistih prvih lokalnih volitev. In lahko rečem, da so tukaj ogromne spremembe na boljše. Da so to popolnoma drugi kraji. Mislim, da ima občina 17 vasi. Bil sem večina teh, ali pa smo se vsaj peljali skozi in tukaj je napredek viden. Vidi se, da so tukaj marljive roke ljudi, pa tudi sposobno občinsko vodstvo. In jaz upam, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi v naslednjih mandatih. Na sestanku so se pogovarjali o različnih aktualnih temah. Ja, gre za rutinski sestanek, pa tudi za aktualne teme vsekakor. V poslanski skupini imamo te sestanke redno in zdaj tudi v Destrniku, da si ogledamo tudi investicije, ki so bile narejene v času naše vlade, ki jih ni bilo malo, tudi v tej občini. Govorili pa smo tudi seveda o nadaljevanju dela naprej, za razvoj tudi tega okraja oziroma te regije. Posebej pa je izpostavila referendum o vladi, ki je bil minulo nedeljo. Stranka SDS namreč predlaga, da bi nekaj ministrstev bilo v različnih regijah. Veste, da referendumi v bistvu so, uspeli za vlado, torej da vlada lahko določi, sestavi nova 3 ministrstva in mi v bistvu predlagamo, da se ta nova 3 ministrstva razporedijo po Sloveniji. Torej, recimo ministrstvo za kmetijstvo bi lahko bilo tudi v Murski Soboti, ker je pač ta regija del žitnica Slovenije, oziroma da se nove ministrstvo uradi selijo izven Ljubljane, torej da ne gre za centralizacijo, ampak da naj vlada v bistvu razmisli o tem, da pač nova ministrstva ali pa urade preseli tudi na Štajersko, Primorsko, torej po celotni Sloveniji. Nekdanji minister Zvone Černač pa je izpostavil povezovanje lokalnih in državnih oblasti ter poslancev za boljši regionalni in lokalni razvoj. Vse 3 vlade, ki jih je vodila Slovenska demokratska stranka in predsednik gospod Janša, so dajale velik poudarek enakomernemu regionalnemu razvoju. Tudi v vseh 3 vladah, še posebej v zadnji vladi med letoma 2000 in 2022, smo temu področju namenili ogromno podpore in tudi ogromno sredstev. Kot veste, je bila julija leta 2020 izpogajana nova kohezijska ovojnica za obdobje 2021-2027, v okviru katere ima Slovenija rekorden obseg sredstev, še posebej vzhodna kohezijska regija, na območju katere se tudi danes nahajamo. Tako da temu področju so bila namenjena znatna sredstva, ki bodo omogočala enakomernejši razvoj v prihodnjem 7-letnem oziroma 9-letnem obdobju, tam nekje do leta 2030. Tudi on meni, da je predlog, da se nova ministrstva razporedi po celotni Sloveniji, dober. V avli osnovne šole Lovrenc na Pohorju pa je bila minuli vikend odprta razstava Plesne žink, ki sta jo pripravili društvi Pikapolonice in Male Pikapolonice. Več pa si poglejmo v prispevku.
Ročnodelski krožek s pomočjo šole vodijo članice Društva upokojencev Lovrenc na Pohorju. S tem se podružijo, si krajšajo čas, hkrati pa še izdelujejo lepe izdelke. Danes pa imamo razstavo Snežinke plešejo, ročnodelsko, kjer smo napravili različne te stvari, predvsem pa nas veseli, da bomo lahko osrečili v naši mariborski bolnišnici bolnike. Kaj pa jim boste podarili? Podarili jim bomo 200, zdaj imamo trenutno 217 snežinke napravljenih in pa copatko tudi za novorojenčke, teh je pa tudi že okrog 50 je že napravljenih. Pa še celo leto jih delamo, ker neverjetno koliko je otrok. Otroci so v času razstave tudi ustvarjali. Kaj mi lahko povete, kaj delate zdaj? Šivamo. Kaj pa šivate? Prtiček. Pa rade to delate? Ja. Koliko prtičkov ste že zašili? Enega. Ja. Enega smo. Pa kaj ste naredili za delati mucko, kaj pa ste še naredili drugega? Jaz sem smrekica. Jaz pa Snežaka. Letos se je v krožek, ki ga imajo na šoli, prijavilo več kot 35 osnovnošolskih otrok. No, in učimo jih teh ročnodelskih veščin, to se pravi šivanja, razne tehnike šivanja, nekatere so že začele tudi kvačkati, tudi v različnih tehnikah. Edino plest pa še ne, to bo pa verjetno malo bolj pozno, ko bo že drugo vse osvojile. Na trenutni razstavi so bila razstavljena dela najmlajših, kot tudi izdelki iz krožka Pika Polonic. Delamo razna dela, od kvačkanja, štrikanja, šivanja, razne reliše. Tako da v glavnem, kaj se dogovorimo, delamo vse in se učimo drug od drugega. Nekatere so članice ročnodelskega krožka že več kot 20 let in še vedno so aktivne in ustvarjalne. Prvič zaradi druženja, drugič pa, ko rade delamo to, ne? Se pravi, kako pogosto pa se dobite? Vsaki četrtek. In tako bo ostalo še naprej. Med sabo so namreč spletla tudi lepa prijateljstva. V petek 2. decembra pa se v Mariboru začenja festival Vilinsko mesto, ki v Maribor in Vetrinjski dvor prenaša bogat program za več kot 100 dogodki. Poseben je zato, ker v festivalsko celoto povezuje celo vrsto akterjev, ki se sicer vsak zase trudijo mestno jedro oživljati s kvalitetnimi vsebinami. Vetrinjski dvor v Mariboru bo v petek postal Vilinski dvor, kjer bodo vile in vilinci ponovno pričarali bogat program za vse generacije. Od 2. decembra do 28. decembra, ko se tukaj v Vetrinjskem dvoru, v Vilinskem dvoru poslovimo od Dedka Mraza, to je tako simbolični zaključek programa tu v Vetrinjskem dvoru, in pa seveda potem še zaključno iskrenje v organizaciji hiše na Vojašniškem trgu. Tako dogodkov je kar nekaj v Vetrinjskem dvoru, najdemo vse živo, od plesa do koncertov, do pravljic, do predstav za otroke, do delavnic starih obrti, likovnih delavnic, darilnih delavnic, humanitarnega sejma, ker se bojo organizacije predstavile aktivno, tudi z delavnicami, ker se bojo lahko vključili obiskovalci. Prišli bodo tudi posebni gosti, za vse obiskovalce pa so že preoblekli dvor. Gostimo še druge dobre može, Miklavža skupaj z Zavodom 13 za otroke s posebnimi potrebami in potem dobre može iz reke Drave. Prirejamo tudi en dobrodelni dogodek za otroke rejniških družin tukaj. Potem smo vključili letos tudi kulinarične delavnice z našim mojstrom Knedlom, ki sodelujemo z njim tudi v Art Campu, in bomo pripravili bolj presno, to bojo četrtki, ne zamuditi. Potem tudi intermedijske delavnice s partnerjem MKC v projektu KONS, tako da je že tukaj res glavnina vsega dogajanja, ki je pa za obiskovalce brezplačna. Otroci pridejo v spremstvu staršev, sodelujejo, namen je, da ustvarjajo skupaj, da se družimo, da prijetno vzdušje, za kar bomo poskrbeli tudi z vilinsko okrasitvijo. Torej, kot smo rekli, Vetrinjski dvor preoblečemo v vilinsko preobleko, letos bo to tema sonce. Za zanimivo dogajanje z delavnicami za družine tudi letos skrbi Zavod Mars. Želimo si, da družine vsaj v tem decembrskem času skupaj ustvarjajo, raziskujejo, se družijo na tak malo bolj kreativen način. Zato pripravljamo različne delavnice, ki so vezane na 3 prostore. Ene so bolj usmerjene v kulturno dediščino in rokodelstvo, druge so bolj v vizualno
umetnost, kjer sodelujejo različni ustvarjalci, in tretje so nekako bolj gledališko-gibalne, kjer se raziskuje svetloba, senca, pač lutke in podobno. Tako da vsak vikend ponuja drugačno temo in mislim, da bo za vsakega nekaj. Povezane so tudi praznično, tako da si lahko izdelate venčke, si lahko izdelate voščilnice, mogoče kaj od tega nastane tudi za darilo unikatno, ki ga lahko podarite. Ampak ja, ideja je predvsem biti ustvarjalen, biti radoveden. Je pa vsekakor zanimiva najmanj ena razstava. Mogoče bi izpostavila še Alenko Spacal in njeno razstavo Plastelinčica in časopis. Otvarja se 2.12. takoj po otvoritvi Vilinskega mesta ob 19. uri. Gre za unikatno slikanico avtorice, ki pač je ravno izšla. Na voljo bodo pa ogled originalne ilustracije, ki zaradi posebnosti tehnike nastaja več kot en mesec in mislim, da bo to čarovnija pač videti v živo, kako to izgleda. Razstava bo na ogled pa do konca Vilinskega mesta, se pravi do 28.12. Poskrbeli bodo še za filmske sobote in nedelje v Lutkovnem gledališču. 4.12. je za družine na programu animirani film, celovečerni animirani film Perlims. Gre za brazilski film avtorja Alea Bru, ki je bil tudi avtor filma Deček in svet, ponuja veliko čarovnijo. In čeprav nismo ni direktno v programu, je vredno izpostaviti isti dan, se pravi 4.12. ob 19. uri konzorcij Film in Maribor pripravlja v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem in Mestno občino Maribor premiero s filmsko ekipo filma oziroma igrane TV nadaljevanke Primer inšpektorja Vrenka. Vse pa se začne, kot rečeno, v petek ob 5. popoldne. Ko bodo ognjene vragolije in bobnarji plesne izbe otvorili naše dvorišče in s tem povabili v festival druženja, svetlobe, topline tudi v srcu. Ravno toplina je tisto, kar je torej na nek način slogan geslo letošnje. Tako nekako smo izhajali iz ognja, svetlobe, toplote in to zapakirali tudi v otvoritev in pa celotno Vilinsko mesto. Odrske produkcije, ki se vežejo tudi na ta prostor, ta vetrinska dvorana se potem spremeni v Vilinsko dvorano in v Vilinski dvorani bodo potekale pravljice in pa plesne delavnice. Na odru, na Vilinskem odru pa ob četrtkih šolska kulturna produkcija, ob petkih pa tiste vrhunske koncertne poslastice. To bodo pa letos a.k.a. Neomi, Baladero z bendom in pa trio Ariel Vej Atanasovski, Tina Sovič in pa Urška Gajšč. Ob sobotah pa predstave za otroke, res izbrane. In prav zaradi tega vabijo vse, da pridejo obiskat Vilinsko mesto in Vilinski dvor. V Malečniku bo v četrtek glasbeno-vinski večer, na katerem bosta pela Špela Pokršnik in Tim Ribič. Koncert, po katerem bo še pokušina vin, pripravlja Društvo vinarjev Na zdravje Malečnik. Prav na 1. december pripravlja Društvo vinarjev Na zdravje Malečnik zanimiv koncert Špele in Tima, ki bosta svojim petjem razvajala obiskovalce na koncertu. Člani društva vabimo vse gledalce, da se nam pridružijo na vstopu v praznični in veseli december, ki je pred vrati. Sam dogodek se bo zgodil 1. decembra s pričetkom ob 18. uri v cerkvi svetega Petra v Malečniku. Glasbeno-vinski večer, ki je uvod v veseli december, ima 2 prizorišči. V cerkvi bosta nastopila Tim Ribič in Špela Pokršnik, kjer nam bosta s svojimi čarobnimi glasovi pobožala dušo, nasmejala obraz in vlila pozitivne energije, kar je kot nalašč za praznični december. Po tem glasbenem delu pa se bomo preselili v trodelno župnijsko vinsko klet, kjer bomo ob vstopu prejeli kozarček z napisom Na zdravje Malečnik in tam bomo lahko okušali, degustirali kar preko 20 vrst vin, vrhunskih vin vseh članov društva vinarjev Na zdravje Malečnik. Prav tako pa bo na voljo tudi prigrizki lokalnih dobrot. V društvu priporočajo še, da pridejo obiskovalci pravočasno, tako da bodo lahko uživali ob nastopu Tima in Špele vse od začetka.
pričnemo ob 18. uri. Vstopnice po ceni 20 € so na voljo pri vseh članih društva. Lahko pa si svojo zagotovite na telefonski številki 051 217 818. Bodo pa vstopnice možno nakupiti tudi na samem dnevu dogodka, 1 uro pred pričetkom, na preomenjeni lokaciji dogodka. Čisto za konec pa še pravijo, da se sreča skriva v majhnih stvarih, ljudeh in v stisnjenih dlaneh. In to srečo veselega decembra bi radi delili z vsemi. Minuli vikend so v Dupleku podelili nagrade za najlepše urejene hiše in okolice. Prireditev je potekala v dvorani Spodnji Duplek. Poglejmo si prispevek. V Dupleku so minuli vikend podelili nagrade Zlata sončnica. Z vsakoletnim ocenjevanjem si v turističnem društvu Duplek prizadevajo, da spodbujajo spoštljiv odnos do narave in prostora, v katerem živijo. Zlata sončnica imenujemo ta prireditev, je pa v okviru podeljevanja tako nastavljeno, da ocenjujemo skozi leto vse individualne hiše, javne objekte in tudi kmetije. Za svojo urejenost seveda so pa danes tukaj poplačani z temi priznanji in tako naprej. Sekcija za hortikulturo, ki deluje v okviru turističnega društva Duplek, je v preteklem letu ponovno ocenjevala urejenost okolice hiš ter stanovanjskih in drugih objektov. Zberemo se skupine, ki gremo po zaselkih ocenjevati. Gremo po vseh zaselkih, se pravi mimo hiš, k hišam in celo včasih v hiše, kakorkoli pač ljudje nas zagledajo, vidijo in tudi želijo, da kakšno rečemo. Pol pa pač svoje ocene damo, 3 smo in vsak da po svoji logiki da število ocen in pol jih združimo, pol pa pridemo do tega, kdo dobi zlato, kdo pa dobi pohvalo. Malo dobre sosedske tekmovalnosti pa občane spodbuja, da vložijo še malo dobre volje in truda, da ohranjajo lepo okolico in tako pripomorejo k urejenosti občine. Neko zadovoljstvo z tvojega truda. Dejansko se ti za sebe trudiš, ko delaš za sebe, ne delaš za druge. Ampak če nekdo opazi, pa ti nekaj, ali pa tako naprimer, da dobiš zlato sončnico, je potrdilo, da si ti nekaj delal dobro. Mi smo se preselili pred 10 leti iz Maribora v Koreno. Tam smo kupili hišo, ki je bilo kar breg in vse, in potem smo mi pač uredili okolico po svoje. Jaz sem že odprej, tudi v Mariboru sem dosti pač rada s tem delala zunaj na vrtu z rožami in to. Podelili so zlate sončnice ter priznanja v krajih Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, Dvorjane, Zgornja Korena, Zimica ter Vurberg. Ne delam samo zato, da bi dobila nagrado, ampak seveda, da sem vesela, z veseljem gojim rožice in zgleda, da mi vračajo tudi, ker so vsako leto lepe. Na prireditvi je za glasbene vložke poskrbel tamburaški orkester Duplek, kot gost pa je z monologom kot Rudolf Meister nastopil tudi Bojan Maroševič, igralec drame SNG Maribor. V Miklavžu na Dravskem polju pa bo župan v novem mandatu isti kot sedaj. Egon Repnik, ki ima v občinskem svetu zagotovljeno večino svetnikov, saj je 9 od skupno 16 občinskih svetnikov njegovih. Lepo pozdravljeni smo pred občino Miklavž na Dravskem polju. Z nami je novi stari ali pa stari novi župan, gospod Egon Repnik. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Upam, da ne stari, sicer stari po stažu, po starosti pa upam, da še ne. Torej imate še energijo, da boste vodili še nadaljnja 4 leta občino? Ja, energije še mi zdaj pri mojih letih ne bi smelo manjkati. Energijo mi pa dalo tudi ne nazadnje uspeh v preteklem mandatu, pa dobri nastavki za naprej, tako da sem nekako čutil dolžnost, da izpeljemo zadeve, ki si jih v naši občini občani želijo. Ne nazadnje imate tudi kar 9 svetnikov v občinskem svetu, kaj ne da? Ja, naša lista je povečala število svetniških mest iz 6 na 9 od 16. To se pravi, da
pravno formalno je večina zagotovljena že za svetniki z moje liste, ampak ne želim, da bi se to tretiralo tako kot neka večina. Mi nismo imeli nikoli pozicije, nikoli opozicije, ne želim niti, da bi bilo tako v prihodnje. To se pravi, da v občinskem svetu je vseh 16 takšnih, ki želim, da bodo sodelovali z mano v dobrobit nas vseh. Ste bili v tem predvolilnem času skupaj z svetniki, tudi s kandidati za svetnike pravzaprav na terenu, ste ugotavljali, kaj želijo občani? Veliko smo bili na terenu, imeli smo dobro kampanjo. Jaz mislim, da je tudi rezultat plod te dobre volilne kampanje. Med občani, ko sem imel predstavitve, sem zaznal, da je moja vizija, pravzaprav tudi vizija naših občanov. Seveda gre za neke vitalne interese naše občine na področju šolstva, športa, varstva starejših oseb. Tako da sem vesel, da gremo skupaj z volivci v neko skupno zgodbo. Ne nazadnje rezultat to pokazal, dobrih 68%, 1805 glasov. To daje velik uspeh na eni strani, na drugi strani pa pred mene postavlja velik izziv, da to seveda uresničimo, kar smo obljubili. Kateri izzivi, projekti pa vas zdaj čakajo v tem mandatu? Prav gotovo si občani najbolj želijo novi zdravstveni center v Miklavžu. Pustimo ob strani to infrastrukturo, to smo obljubili, to moramo nadaljevati. To osnovna infrastruktura je pravzaprav tisti pokazatelj razvoja neke občine. Ampak mi smo že v fazi, da moramo ljudem ponuditi nekaj več, ne samo infrastrukturo. Gotovo je zdravstveni center in knjižnica tisto, kar bo povečalo kvaliteto življenja v naši občini in to za vse, tako za otroke, mlade kot za starejše. In so že pred nami projekti, za katerimi bomo dvignili življenjski standard v naši občini. Tako, najlepša hvala. Prosim. To je bilo zaenkrat vse iz občine Miklavž na Dravskem polju. Jutri pa se začne tudi december. 1. obeležujemo tudi dan boja proti AIDS-u, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila leta 1988. Svetovni dan boja proti AIDS-u pa letos v ospredje postavlja prizadevanje za doseganje enakosti za izkoreninjevanje virusa HIV. To je za danes vse. Ob 20. pa bomo v živo soočili še kandidata za župana občine Destrnik, jutri ob 20. pa še kandidata za župana mestne občine Maribor. Pred nami pa je tudi praznično obarvan konec tedna. Praznične luči bodo ob 17. prižgali ta četrtek v Mariboru, ob 18. pa tudi v Selnici ob Dravi. Sicer pa podrobnosti in novice spremljajte tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Miren večer še naprej in ostanite v naši družbi. Srečno!